Spoštovani, lepo pozdravljeni, hvala lepa, da ste se udeležili današnje novinarske konference po 3. seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki jo sestavljajo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici. Danes so z nami tudi rektori teh članic oziroma teh univerz, in sicer predsednik Rektorske konference profesor dr. Dragan Maruščič, podpredsednik Rektorske konference profesor dr. Danilo Zavrtanik, profesor dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani in rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Igor Tičar. Uljudno vabim predsednika Rektorske konference, da nam predstavi vsebino današnje seje. Izvolite. Pozdravljeni na tej konferenci, ki je bila, torej tiskovni konferenci, ki sledi Rektorski konferenci, ki je bila kar dolga. Imeli smo nekaj zelo pomembnih točk, pa bom kar po vrsti izluščil tiste, ki so najpomembnejše. Najprej se bom dotaknil izjave, ki jo je dala Rektorska konferenca v zvezi z uporabo slovenskega jezika na univerzah. Če nakratko povem, je pa na voljo tudi vsem, jo bodo lahko dobili. Nakratko, če povzamem, gre za to, da Rektorska konferenca podpira besedilo, kot je navedeno, kot je zapisano v noveli Zakona o visokem šolstvu. Skrb za slovenski jezik je seveda za uporabo slovenskega jezika na naših univerzah je seveda naša skupna skrb. To tudi ves čas počnemo, smo pa mnenja, da naš obstoj, tako kot države in skupnosti, ni mogoč brez souporabe tudi tistega jezika, ki je v znanosti lingua franca, torej angleškega jezika. To pa v ničemer ne zmanjšuje pomena niti uporabe slovenskega jezika, tako pogovorno, kakor tudi v znanstvenih objavah in v znanstveni terminologiji. Druga taka pomembna točka je finančna situacija na Univerzi v Novi Gorici kot posledica nekaterih dogajanj ali pa dogodkov v zvezi z financiranjem raziskovalne dejavnosti pri infrastrukturnih programih na Univerzi v Novi Gorici. Tukaj je stališče oziroma sklep Rektorske konference, da pozivamo agencijo, da sledi pogodbi, ki jo je sklenila z Univerzo v Novi Gorici glede financiranja materialnih stroškov njihovega infrastrukturnega programa. Dali pa smo tudi pobudo resornemu ministrstvu, da do uveljavitve novele o visokem šolstvu, Zakona o visokem šolstvu, reši, ta novela bo primerneje uredila financiranje vseh univerz, tako tudi Univerze v Novi Gorici, da v tem vmesnem času poskrbi za premostitveno financiranje njihove študijske dejavnosti v tem letu. Tretja taka točka je vprašanje športa na univerzah. Pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije, ki nam je bila predstavljena, je bila razdeljena v več točkah o tem, kako bi povečali skrb in uveljavljanje športne dejavnosti na univerzah. Sklenili smo, da se naša delovna skupina za šport pripravi pregled situacije na vseh univerzah in oblikuje stališče in ga sooči stališči in mnenji Olimpijskega komiteja do naslednje seje. Obenem je Rektorska konferenca kot točka 4 pomembnejša podprla kandidaturo Univerze na Primorskem, ki v imenu celotne slovenske matematike v soorganizaciji z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani in pa Društvom matematikov, fizikov in astronomov kandidira za organizacijo 8. kongresa Evropskega kongresa matematikov leta 2020. Prišla je v finale in zdaj sta v igri, ki se bo odločila 16. julija na 7. kongresu v Berlinu, samo še Sevilla in Portorož
upamo je, štejemo si že to, da je velik uspeh za slovensko matematiko, da je prepričala Evropsko matematično združenje do te mire, da je dana možnost, da se Sevilijo spoprime za to kandidat, za to mesto organizatorja. To bi bilo skoraj da vse, če ne bi bilo še nekaj. Sicer dotaknili smo se vsaj stališča, z akademskega stališča, tudi dogajanja v Luki Koper. To nas skrbi še zlasti zato, ker eno od osnovnih dejavnosti, osnovnih motorjev razvoja univerz je, da skrbi tudi za to, da se znanstveni izsledki prenašajo v gospodarstvo, zato je povezovanje z gospodarstvom ena naših ključnih dejavnosti, zato nam ni vseeno, kaj se dogaja v Luki Koper. Toliko imam jaz zapovedati, zdaj pa če je še kdo med kolegi rektori, če sem kaj pozabil pomembnega. Hvala lepa. Boš? Izvolite. Jaz bi mogoče samo rekel v zvezi s temi razpravami okrog novele zakona in jezika, da nas skrbi pravzaprav način, kako vse to poteka. Predvsem zaradi tega, ker se nekako pozablja, da smo univerze že 2 leti nazaj, zato da bi uskladile uporabo slovenskega jezika in skrb zanj na eni strani ter internacionalizacijo na drugi, že takrat imenovali posebno delovno skupino slavistov, ki je pripravila rešitve, kakor so danes vnešene v zakon. To ni nekaj, kar se je izmislil rektor 1 ali 2, ampak je nekaj, kar je pripravila skupina strokovnjakov in kar je potem tudi potrdila rektorska konferenca in kar je bilo potem tudi sprejeto na ravni rešitev, kakršne danes v zakonu so. Toliko mislim, da je treba za to, da pojasnimo, kako je cela stvar tekla. Hvala lepa profesorju Svetliku. Morda še profesor Zavrtenik, profesor Tičar. Ne? Hvala lepa. Smo glavnem povedali vse.